Kako pogosto se med letom spomnite na preminule in obiščete njihove grobove? Ja, spomnim se dostikrat, ne, ampak grobov pa ne obiskujem tako pogosto. No. Večinoma, če treba kakšne nagrobnike rihtati ali pa kaj ne, za sveče pa ne grem dostikrat. Na svoje bližnje se spomnim vsak dan, mislim, da to ne bi smelo biti omejeno na ta dan, en dan v letu, ko se vsi spominjajo, ampak bi se mogli tistih, ki smo imeli radi, spomniti prav vsak dan. Vsaj 3-4krat v leto grem na očetov in od mame grob in vsekako svečko prižgem. Sestra namesto mene pa hodi vsak teden, tako da si ne porazdelimo tako nekje. Pogosto. Koliko denarja pa nameravate porabiti za ta praznik in koliko svečk običajno prižgete? Nič, normalno, rože tako kot običajno in eno svečko. Se mi ne zdi nič več potrebno. Ne vem, mislim, da tukaj denar ni najbolj pomemben. Pomembno je, kaj nam je ostalo od preminulih in menim, da se denarju nasploh daje prevelik pomen v naši družbi. Običajno mislim, da je 3-4 sveče, drugače pa letos pa Nemčevom, za vse za praznik Nemčevom šel, ker sem iz države. Ker sem kupil eko svečke, one, ki same gorijo, ne, za vsak grob eno svečko. Zdi se mi prav, da ne to nakičim. Kaj si pa mislite o vseh teh svečah in velikih aranžmajih, ki se vedno bolj pogosto pojavljajo na grobovih? Ja, da niso potrebni. Se mi zdi, da bi kaj bolj skromnega bilo čisto dovolj. Veliko ljudi meni, da je to le nek marketinški gag. Morda je tudi tako, vsi hočemo zaslužiti, ampak če se zaradi takšnih stvari večkrat spomnimo na tiste, ki smo jih imeli radi, morda tudi to nosi nekaj pozitivnega. Ne vem, zakaj to delajo, to iz nekih kompleksov ali kaj. Jaz te potrebe nimam. To je floskula, to se mi zdi brez veze. Enkrat na leto pride na grob, pa polno neko ikebano, napolni grob s tisto ikebano, drugače pa med letom pa sploh ne gre na grob, tako da se mi zdi to brez veze.